po nekih podatkih umre vsak dan od 22 do 50 tisoč otrok zaradi revščine. Če bi en otrok umrl zaradi revščine, bi se mogli zdrzniti. Kako je to mogoče? Tako pa 10 tisoč gor ali dol vsak dan. Prosim vas lepo, kdo vodi svet? Božič nam sporoča, da se Bog v človeški podobi sklanja kot sočutna, ljubeča bližina. Ljubezen odrešuje. Ne? Zlo se hrani s zlom. Ko je cerkev dobila moč, je pač želela obvladovati ljudi in ti z ljubečim Bogom to ne moreš. In zato so naredili iz tega ljubečega Boga nekega preobčutljivega, živčnega fotra, ki kar naprej gleda, če ne delaš čisto kot bi moral. Ne, strah je orodje manipulacije. Na splošno ima cerkev kar nekih togih struktur in omejitev. Kako lahko nekdo tako odprtega duha preživi in ustraja znotraj te strukture? Optimizem, z razlogom. 16 do 17% ljudi se nas mora ozavestiti in dogodil se bo kvantni premik zavesti. Je možno, da nekdo, ki hodi v cerkev, nikoli ne sreča Boga in obratno? Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta oziroma podcaста Strategije odličnosti. Danes je z nami poseben gost, dr. Karel Gržan, ljubiteljski astroarheolog, kmet, duhovnik, pater, avtor več kot 30 knjig. Karel, dobrodošli. Lep pozdrav tebi in pa seveda vsem, ki se družijo z nama v tem prazničnem dnevu. Ne? Res je. Deva danes, ko govoriva o prazniku, torej o Božiču, spregovoriti mogoče prej o tem, kako sploh človek začuti Boga. Potrebna je tihota. V tihoti, to so imeli v Delfih najboljše, ne? Tam je pisal na Apolonovem templju, človek spoznaj samega sebe. Ne? To pomeni, stopi v nutrino. Ne? Tempelj, Apolonov tempelj je predstavljal zunanjo podobo človeka, bistvo je pa v nutrini. Vstopiti v nutrino in ko so vstopili v nutrino tistega templja, so prebrali nadaljevanje misli, zunaj je pisalo spoznaj samega sebe in noter pa je pisalo in spoznal bo svet in Boga. Tam je tista sveta enost, tam je vse v vsem. In tam je tudi zaznavnost tega, kar je Bog. Ne? Mislim, da je Bog v zgodovini človeštva najbolj zlorabljena beseda, tam pa prideš v izkustvo tega, kaj Bog je. To je tista kozmična moč, ki vse preveva in jo je Albert Einstein imenoval v pismu svojih hčerki ljubezen. Ne? On je pisal to z malo začetnico, jaz jo pišem z veliko, ker zaznavam Boga kot osebno. Ne? Nikola Tesla pa je imenoval to moč, kozmično moč, lepota in sočutje. Ne? In ko vstopiš ti v tihoto in ko se prebudiš v zaznavnost, tihota sama te prebudi v zaznavnost vsega, kar te obdaja, na nek način v izkustvu zaznaš to sveto. Je pa seveda, da vstopiš v to nutrino, v tihoto, v našem času, ker je ogromno hrupa, ogromno informacij, je velika možnost, da bomo najprej doživeli abstinenčno krizo 3 dni, ne? Ker na nek način smo toliko v teh dražljajih, da je odtegnitev dražljajev povzroči nervozo. Ne? Torej se moraš zavestno odločiti, da boš stopil na kak svet prostor, v gozd in boš v tihoti se prebudi samo to občutje. Jaz sem to zaznal po enih parih letih bivanja na Konjskem vrhu, ko sem prišel nek večer domov in sem zaznal, da so vsa drevesa v odnosu z mano, da so dobesedno kot osebnosti. Ne? In zato mi je, in to je eno čudovito občutje, ne? In zato imam rad tihoto, imam rad tisto, kar se v tihoti prebudi. To je pa ta, bi rekel, ja, je ljubezen, je sočutje, je lepota. A bi bil kakšen recept, ko bi nekomu rekli, zdaj pa reži v gost vsak dan 15 minut
in po 30 dneh začutiš Boga. Ali je to večji del, več vztrajnosti, več časa? Jaz bi povabil takega človeka, mogoče bi potreboval spremstvo, ne? Torej, da bi se čisto osamil, ne? To, ker 15 minut na dan je čisto super, ampak da pa ti dejansko vstopiš v zaznavnost, ne? Po vseh teh dražljajih pa bi bilo mogoče dobro 3 dni, ne? Tako da veš, da je tam blizu en človek in ti počasi se domačiš v vse tisto, kar te obdajo. Ker ko je prišla ena gospa na Konjski vrh, je rekla, jaz bi se mogla tukaj zvečer napiti, da bi si upala zaspati. Ker nas straši tihota, nas straši to, da nimaš tam ob sebi ne vem kaj vse v dogajanju in tu je treba na nek način človeka udomačiti v naravnost tega, kar nas v naravi obdaja in kar nas odpira, ne? Ker lepota, pisana z veliko, se je podpisala v lepoto tega stvarstva, ne? In ko ti zreš v lepoto, te obhaja sveto, ne? In to je en proces, ki je zelo oseben, za vsakega res individualen in je na izhodišču mogoče dobro spremljati človeka, da se ne prestraši. Ne? To je paradoks, ne? Kako so nas dejansko odtujili, ne? S temi informacijami. Mi smo zelo navzven. Navznoter pa ti moram pomagati, da se vrneš nazaj k sebi. Jaz ne izhajam iz verne družine in najlepše po tem stiku z svetim mi je bilo, ko sem zaznal, zato grem vsako jutro zgodaj v kapelo in zvečer pred lahko noč tudi, ker sem zaznal, da me to išče v izvirnosti mene samega. Ne? Ker veste, ljudje, ki so nam hoteli dobro, recimo starš otroku, je kar naprej preveril, ali spada moj otrok v normative uspešnosti, ki jih postavlja družba. Ne? In ker želimo biti prepoznati kot vredni, se pogosto človek, če že ne kar skoraj redno, odtuji od samega sebe in postane igralec pričakovanih vlog. Ko pa stopiš ti v tihoto, te pa to, kar imenujemo Bog in je ljubezen, zre v srčiki tvoje biti. V tisti neponovljivi izvirnosti, v kateri si ti ustvarjen. Mi rečemo ustvarjen pomeni ustvar dan, ker on hoče, kot je rekel Hafiz, Bog se je skril vsakega izmed nas, da bi bil igriv, da bi se igral, da bi dejansko udejanjal to sveto enost v raznolikosti. Ne? Tudi v krščanstvu pravimo Bog, 3 osebe, en Bog, ki pa je ljubezen. Torej, ta raznolikost v vsakem izmed nas, ki pa je v ljubezni eno. Je nekaj svetega, je nekaj posvečenega. In to ne gre samo v odnosu človek-Bog, človek-človek, ampak tudi človek. Imam kapro, konička, živali, tam me obdaje srnjad, jazbec, lisica, vse mogoče, medved, nedavno tudi volk. Ne? Ti si v vsem v sožitju, ko si v zaznavnosti. Ampak ne smete pa nič dejansko odtujevati od te zaznavnosti, to je pa hrup, to je, bi rekel, tiste odmečne informacije, ko moraš, ne vem, vsako uro poslušati poročila, čeprav jih ponavljajo, ne? Niti ne napiše kaj novega pogosto, ne? Ne, dovolj informacij, samo dovolj, predvsem pa vsak dan ena porcija tihote. Mogoče 15 minut malce premalo, ker se moraš ti odpreti. Ne? In potem, veste, to je zelo lep čas. Čas spokojnosti, čas umiritve, čas blagosti. Paše, notrini človeka. Kako si ti prvič začutil Boga? To je bila zanimiva avantura. Torej, v bistvu pri nas doma, ko sem bil še otrok, je bila verna edino od očeta mama. Mene je pa vedno ta eksistenčna stiska, ali, veste, ko nekoga ljubiš. Potem je zelo, bojiš se izgubiti to čutenje, bojiš se izgubiti ljubezen. Ne?
Mene so imeli starši zelo radi, ne? Ampak ni bilo, veste, te dodane vrednosti, ni bila ta ljubezen odprta v presežno. Ne? In ker je bila smrt tabu tema, sem dejansko vsak večer, ko sta mi prišla starša zaželeti lahko noč, sem potem zajokal in sem zelo trpel. Buda je doživljal podobno stisko, ker ne smel videti ne smrti, ne bolezni, ne starosti, ne? Ampak otrok vidi to, ne? In ti dejansko moraš to svojo ljubezen odpreti v obnebje svetega, božjega, neskončnosti, večne igrivosti, večnega dogajanja. Ne? Pri nas tega ni bilo in ko je umrla od očeta mama, sem imel ta vprašanje, ne, ali je Bog ali ga pa ni, oziroma tisto, kar imenujemo Bog. Ne. In potem smo šli na izlet v Padovo in tam seveda je tudi ta bazilika svetega Antona Padovanskega in smo stopili v to cerkev kot kulturno-zgodovinski spomenik, ne, ki si ga je vredno ogledati. Ampak tam na stranskem oltarju je bila gneča, tam je bil grob Antona Padovanskega in seveda, kjer je gneča, mora biti kaj zanimivega. In smo šli tudi mi v tisto gnečo in tam ljudje polagajo roko na grob, ne, in potem na glavo in jaz to gledam, kaj zdaj to delajo, zakaj je to, ne. Pogledam, mamo, kaj zdaj, ne. In verjetno je mama pomislila na tisti zvonček na otoku na Bledu, pocinglaš pa se nekaj zaželiš. Je rekla, se nekaj zaželiš, ne. In jaz sem takrat postavil izziv. Ne? Bog, če si, naj bom na koncu šolskega leta odličen. Ne? Jaz sem bil takrat zelo švoh, prav dober. Ne? Ampak na koncu šolskega leta sem bil odličen. Jaz sem teoretično sprejel možnost, da nekaj je, nekaj, kot rečemo, nekaj je, ampak to še ni bilo doživetje. Ne? Bog ni teorija. Mi potrebujemo Boga kot ljubezen, sprejemajoče ljubezen, kot rešujoče, odrešujoče izkustvo. In potem sem bil v srednji šoli in imel sem vse telesno potešenost, čustveno potešenost, ampak nekaj še manjka. Nekaj mi še ni dalo polnosti zadihati. Ne? In pol vem, da sem mislil, da v drugem letniku šel gor, ker mi je bilo sram iti v cerkev, sem šel tam gor v kapucinsko cerkev, ki je na samem odmaknjena, pogledal levo, desno, ali me kdo vidi, ker ni bilo dobenega, sem šel v cerkev. In še zdaj vem, usedel sem se v predzadnjo vrsto in sem rekel, Bog, če si ljubezen, daj mi to ljubezen. Ne? In takrat sem se prebudil v izkustvo, v zaznavnost tega, kar je sveto, ker svetli, ker umirja, ker je blagost, ker je sprejemajoča ljubezen. Ne? Veste, ko je cerkev dobila moč, je pač želela obvladovati ljudi in ti z ljubečim Bogom to ne moreš. In zato so naredili iz tega ljubečega Boga nekega preobčutljivega, živčnega fotra, ki kar naprej gleda, če ne delaš čisto, kot bi moral. Ne? Strah je orodje manipulacije. Žal. Ampak v osebnem izkustvu pa ti zaznaš, kaj je Bog v svoji resničnosti. Da te neizmerno ljubi v tvoji biti in da on rešuje in odrešuje samo z ljubeznijo. Ne? Ljubezen je tisto orodje. Bog ne more delovati z zlom, če je ljubezen. To ni njegovo orodje. Bog tako ne deluje. Ne? To je bilo moje izkustvo. Je bil pa to potem problem, ne? Ker me on zre v srčiki moje biti, ne? Me prebuja k meni samemu. Tam pa je bil tudi duhovni poklic, kar je bilo pa za moje starše zelo težko sprejemljivo. Ampak občudujem in sem hvaležen za ljubezen mojih staršev, ker so me sprejeli v moji zgodbi, kar ni bilo lahko, ne? Ker je bilo izjemno težko in tu je veličina starševske ljubezni. Sprejmeš otroka v zgodbi njegovega življenja. Ne, ni potrebno biti otroku igralec pričakovanih vlog, ne, ker si starš nekaj tako čudovito zamisli za svojega otroka. Ne, otrok ima svojo zgodbo in on mora slediti vzgibom svojega duha, srca, mora slediti tistim vzgibom, po katerih bo on odigral svojo zgodbo, opravil svoje poslanstvo. Torej, na podlagi te izkušnje je vaš nasvet staršem, naj sprejmejo otroka
glede na klic, ki ga ima, ali pa zgolj, če želi živeti. Prepoznati otroka v izvirnosti, ne? Ker mnogi starši padajo na začetku v krč. Ali bo moj otrok ustrezal normativom, ne? Lejte, tako deluje te svetne strukture. Mi moramo pomagati otrokom preživeti v realnosti teh struktur, ampak vendarle, ne, če si ti prepoznan in vzljubljen v svoji osebni resničnosti, ne, glejte, se o tem veliko pišem, ni inteligenca samo racionalna, ne, je tudi čustvena, je odnosna, je praktična, duhovna, intuitivna, inteligenca je cel kup. Ni bolj ali manj vrednih otrok, ampak je vsak otrok unikum, ne, v izvirnosti svoje osebnosti in v koktejlju njemu danih inteligenc. Siliti nekoga, da bo odličen matematik, ima pa izjemno praktično inteligenco, on bo ustvarjal, on bo tesaril, on bo ne vem kaj, ne, ti ga moraš prepoznati v njegovi zgodbi in ga vzljubiti. Ker sreča, veste, ni v zunanjem uspehu, ampak je sreča, to, kar osreči, ne? In ko te nekdo v srčnosti prepozna in vzljubi v tvoji izvirnosti, neponovljivosti, v svoji čudnosti in zato čudežnosti in čudovitosti, ne? Potem tudi samega sebe sprejmeš in se udejanjaš. Na eni strani ti morajo pač pomagati preživeti realnost teh struktur, teh modelov, skozi katere gremo v procesu izobraževanja, ampak če si ti viden, če si prepoznan, če si vzljubljen, boš lažje zmogel. Če pa nisi prepoznan v krogu najbližjih, si pa potem notranja sirota, ne? To je poslanstvo staršev, prepoznaj otroka, ni bolj ali manj vrednih. To tako ocenjuje recimo sistem. Ljubezen pa vidi vsakega v njegovi polni vrednosti. In to je božansko, ne? Ker ta Božje bitje v vsakem v polnosti ni bolj ali manj, in ko si ti vzljubljen v svoji izvirnosti, prepoznan, objet v svoji božanskosti, se boš lahko sprejel in udejanjal v enkratosti, neponovljivosti in ne boš imel tistih frustracij, jaz nimam, on ima, to bi mogel, in pa padeš v tiste te zamorjenosti, ki so sad frustracij, tega se je treba osvoboditi in starš ima to milostno vlogo, da dejansko prepozna in sprejme, vzljubi otroka v njegovi resničnosti, ne. To se mi zdi bistveno, ne. In starši so bili takoj za, ali so hoteli prepričati, so rekli raje, kjer poklic so hoteli oni, da bi izbral? Ja, jaz sem šel v gradbeno-tehnično šolo, nadaljeval naj bi seveda na fakulteti. Mi smo si puščali sporočila, ni bilo mobilnih telefonov, smo si puščali napisano na listku v kuhinji in jaz sem ne vem, v katerem letniku napisal, ata, mama, jaz sem postal duhovnik, ne, ko sta prišla domov, to prebrala, mama je dobila živčni zlom, ata je letel k župniku, ki ni imel pojma in ga nadrl, kaj on dela z mladino, zavaja mladino, da ga bo prijavil, pa ne vem kaj, ne. Ja, potem, ja, ampak zadnji dan, preden bi se mogel upisati na gradbeno fakulteto, sem povedal, bilo je zelo težko, ampak sta sprejela. Zato poklon njuni ljubezni, ne. In jaz sem uresničen, to je moje poslanstvo, ne. Se bi lahko igral pričakovano vlogo nekega gradbenega inženirja, ampak ne bi bilo to. Jaz sem dejansko od malega kmet, ne. Čeprav sem živel v mestu, v Celju, ampak domače sem se počutil pri stricu na Pohorju in najbolj v štali, ne. In zdaj imam po možganski kapi to milost, da živim na eni gozdni jasi, 1 hektar in gospod Kapra, to je ta koniček, ne, in lejte, rečem z radostjo duhovnik, s ponosom pa kmet, čeprav sem 1 hektar. Če povzamem, vsaki naj danes posluša in ima klic v sebi, za kakršnekoli poklic ali pa poslanstvo, tudi če ga na začetku okolica ne podpira, je na svet, ki ga dajeva, poslušajte sebe, poslušajte ta klic in okolica na koncu bo to sprijela, tako je drugače. In če ste vpeti v strukture in če ste tudi po duši kmet,
pa pejte tja k nekemu, ki ima štalo, pa rečete, bom jaz zjutraj skidal. Veste, posebej ljudje, pri meni, recimo ima kapra, danes bom imela samo 2-krat očiščeno, ampak drugače ima 3-krat očiščeno. Ne? Ker jaz moram, ko čistim hlev, skidam iz svoje glave napetost. Ne? In mi moramo poznati orodja, ki nas umirijo, ki nas razelektrijo. Ne? Ni dovolj, če poznaš samo orodje, s katerimi boš lahko obesil sliko na steno, žebo in pa kladivo. Moramo poznati tudi orodje za razelektritev. Ne? In to je zame zemlja. Jaz nikoli ne delam v zemlji z rokavicami, ker veste, zemlja dobesedno potegne napetost, ne? In sprostitev mi je hlev, mi je duhovna spokojnost, je kapela. Moramo poznati orodja umiritve, sprostitve, tiste stvari, ki nas stabilizirajo. In seveda tudi napolnijo. Ne? Na začetku tega meseca sem imel govor, ko so prižgali 2 milijona lučk v Mozirskem gaju. Ne? In kaj sem rekel? Ne? Da imamo Slovenci dobre besede razločevanja. Mi imamo veselje in imamo srečo. Razveseli se darila, osreči pa samo to, kar osrči. Ne? In ko si mi privoščimo, da smo skupaj v same po sebi se pretakajo med nami te srčne moči, nas stabilizirajo. Smo psihično bolj stabilni, kot rečemo. Ne? In zelo pomemben je čas tega srčanja. Ne? Tole valovanje srca je veliko močnejše od tega, bi rekel, razuma. Mi pravimo v cerkvi, ne, da sakrament je vidno znamenje nevidne milosti. Ne? Mi smo torej drugemu sakrament za psihično stabilnost. To pomeni v živi prisotnosti, ker telefon da zgolj informacijo, ni pretoka teh srčnih energij. V živi prisotnosti, ne, telesni prisotnosti bi rekel, je kaj to, sam drugom se došče se gledamo. Ne, ti moraš biti v živi prisotnosti, se dogodi tam, bi rekel, to medsebojno srčenje in nas naredi notranje močnejše, ne, srčno močnejše. In je tudi dobro, če ločujemo izraz luč in svetloba. Ne? V Mozirskem gaju smo prižgali 2 milijona lučk, zdaj je teh lučk vse polno, ne? Po celi Sloveniji. Ampak veste, svetloba, lučke razveselijo, svetloba je pa tisto, kar se prebudi kot nekaj svetlega, kar nas notranje svetli. To je pa zopet obnebje srca. Ne? Tista srčnost prebuja svetlobo, ki nas svetli. Ne? In za praznike, ne? Se tudi na koncu danes je Božič, ne? In pogledajte, Jezus ni prinesel nekega paketa, ampak v bistvu se samo skloni v našo stvarnost in prinese sebe, svojo srčnost. In zato je tako toplo, blago in prijetno pogledati v jaslice in videti tisto sveto družino. Ampak vsaka družina je sveta. Ko si privošči to medsebojno srčanje, takrat se svetli, takrat se bodri, takrat se krepi. To omogoča, da se lažje potem kot družina in kot posamezniki v družini soočajo z osebnimi izzivi, ki pa terjajo seveda tudi določen napor. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni, da všečkate, delite, komentirate vsebine, ki jih objavljamo. In ko se vidimo na delavnicah v živo, bom vesel, če mi boste rekli, da ste spremljali ta današnji podcast in kakšen se vam je zdel. Je možno, da nekdo, ki hodi v cerkev, redno moli, nikoli ne sreča Boga, in obratno, je možno, da nekdo, ki pa ne hodi v cerkev, se poveže z Bogom na nek svoj način. Jaz imam, bi lahko rekel, najgloblje pogovore z ljudmi, ki niso religiozni. Ker oni so samo duhovni, so mistični. Ne? Mi imamo te senzore duha, ne? To zaznavnost, ne? In to dejansko, ker to mora biti, ne? Ker religije so zgolj v službi duhovnega prebujanja. Ne? Če niso v službi duhovnega prebujanja, ne? Najslabše je, če polarizirajo. Takrat dejansko to je groza. Ne?
mora biti samo prebujen duha. Duh je pa, ne, to je tudi ta koncept, to, ko mi pravimo Sveta Trojica, Oče, Sin, Sveti Duh. To je samo vzorec, da raznolikost ne moti, ampak model dejansko, kako v raznolikosti biti dopolnjujoči, sodelujoči in igrivi. To je poslanstvo religioznih ustanov in posebno sedaj v času, ko se mešajo tudi v Evropi te raznorazne religiozni izrazi, bodo morali voditelji zelo, zelo poudarjati, da gre samo za duhovnost, ki se lahko izrazi na raznolik način v religiozni obliki, ne? Ampak da pa je bistvo, ne, dejansko v tej medsebojnem oplajanju. Jaz imam prijatelji, ki so muslimani, ki so tako imenovani ateisti, ne, ampak imajo jih za ateiste, se pa z njimi najbolj pogovarjamo v teh, bi rekel, dimenzijah duha, ne, in me nagovarjajo, me bogatijo, ne. Otac Sava iz Srbije, pravoslavni menih, ne, to so, veste, izjemne zadeve, izjemne horizonte ti odpirajo, ne. Ja, in jih občudujem. Posebej tega prijatelja, ki je iz Bosne, musliman, njemu je sosed ubil njegovo praktično celo družino, in potem po vojni, ne, ga je ta prijazno pozdravljal, ta moj prijatelj, prijazno tistega soseda, in ta sosed znoril. Je rekel, preklinjaj me, tep me, sam ne biti prijazen, ne. Veste, ker ljubezen odrešuje, ne. Zlo se hrani z zlom. In potem, ko je bil ta sosed, morilec, pred sodiščem obsojen, je rekel ta moj prijatelj, se lahko rečem Fikret, ne, je rekel, ne na smrt, ker je bilo dovolj smrti, naj mu bo odpuščeno, ne. In pol, ko so ga peljali v Zenico, v zapor, mu srce ni preneslo odpuščanja in je umrl, ne. Ja, to, mislim, izjemne zgodbe so, veste, in nas mora povezovati ta ljubezen, dopolnjujoča ljubezen v raznolikosti, vse raznolikost bogati, ne. Mi smo zdaj navajeni, da pač zaradi te gnojnice pa umetnih gnojil dejansko je na travniku samo neka puščoba. Nekdaj je bilo vse polno cvetja, ta raznolikost, ne, in to je bogatstvo. Ne dovolimo, da nas poškropijo s tem, kar nas dela enoumne in, kot mi je rekel Trstenjak, neumne. Enoumnost je neumnost. To ni umno, ne. Mi smo raznoliki, biti pa moramo sodelujoči in dopolnjujoči. In k temu bi nas morali dejansko tudi usposabljati. Ker veste, mi smo rojeni v svet dvojnosti. Mi se dvobojevati znamo. Sodelovati pa nas morajo naučiti. Zato bi morale biti igre, bi morali biti modeli, bi morali biti pristopi, v katerih bi se učili sodelovanja in dopolnjevanja. Ne? Zdaj imamo pa samo igro med dvema ognjema, ne? In to v kurikulumu šolskem. Glede, avtoriteta razdeli skupnost na dva dela in usmeri v medsebojno zbijanje. Možgančki so izjemno subtilni, senzibilni, ti vtisneš miselni vzorec, avtoriteta legalizira zbijanje, posledično je, nam je pa danes vseeno, če človek ubije človeka, ne. Človek ne sme ubiti človeka, ampak ker nas peljejo skozi te modele, nam postane to na nek način, sem mislil, slaboumno, ja, samoumno, ki pa je slaboumno, ja. Zdaj govoriva, da je kar nekaj vojn in kar nekaj mogoče umorov po celem svetu in velikokrat ljudje potem dvomijo, če Bog res obstaja, zakaj dovoli, da se to dogaja? Ja, to je zelo zanimiva zgodba iz začetka Svetega pisma, mitološka zgodba, ne, ki govori, da smo bili vsi v rajskem. Zato je v nas prav spomin na rajsko. Mi vemo, da zla ne bi smelo biti, to je nam jasno. Ampak, tako malo slikovito to opišem, ne? Ko smo bili tam še v rajskem, ne? Naša osebna bit, ne?
je bilo tam, piše, mnogo izkustev dreves, ki so ponujali sadove dobrega. Ampak tam v središču je pa raslo drevo spoznanja dobrega in hudega. Da bom govoril zelo pravlično. In mene tisto mika, ker to je pa neka dodana vrednost. Ne vem, kaj je hudo, če sem samo v dobrem, ne? In tam mi ponujajo to izkustvo, pride mim Bob, pa me lopne po hrbtenici, govorim pravlično, pa reče, pusti to raj ne. Ampak tisti pravi, gled, boš dodana, boš kakor Bog, boš še nekaj novega. Ne? Saj traja samo trenutek, reče. Ne? Saj potraja res samo trenutek, ne? Ampak ta trenutek je lahko še in še v naših časovnih dimenzijah. Ne? In vstopim. Ne? To pravimo, mi rečemo to izvirni greh. Ko ti greš v izvoru, ne? V svet dvojnosti. Zato je potem krst v Sveto Trojico, dodaja ta božji element, da ne bi bili v dvojnosti, v polarizaciji, v napetosti, v konfliktnosti, mora biti element svetega, ki stabilizira, ki to napetost dvojnosti spremeni v evolucijsko gibalo. Ne? Ta napetost je dobro, ampak mi jo moramo narediti v evolucijo, v napredek, v dopolnjevanje. Je napetost, ampak to vzpostavlja dinamiko. To bi nas moralo učiti, ne pa dejansko, da pride do konfliktnosti. Ja, mi smo si, o tem sem pisal v knjigi, le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. Zase vem, da sem izjemno radoveden in se sploh ne čudim, da sem postal Adam, to pomeni zemljan. In zdaj moram pač prepoznati orodja, ki mi bodo to dinamiko dobrega in hudega pomagali narediti v dobro in zanimivo priložnost. Jaz tam v tisti knjigi, le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, na koncu tako pravlično zapišem, pridem pred obnebje svetega in rečem, kak je bilo. Ne bom rekel slabo, zanimiva priložnost. Pa napišem in pa me vpraša, a bi šel še enkrat, pa rečem, ne, hvala. Vi ste vse v igrivosti in to mi moramo, mi smo vrojeni v svet dvojnosti, zdaj moramo to narediti priložnost, prepoznati zakonitosti, ki bodo gibalo, ki bodo zanimivost, ki bodo dinamika, ne pa tisto, kar bo dejansko sprožal konfliktnost. Zato sem omenil igro med dvema ognjima, kjer to legaliziramo. Jaz nimam nič proti nogometu, ampak poglejte, tako kot piše na škatlici cigaret, minister za zdravje opozarja, da lahko kajenje škodi vašemu zdravju, bi morali pred ogledom, nam predvajajo nogometno tekmo napisati, minister za sodelovanje opozarja, da lahko ogled tega koncepta igre poškoduje vaše miselne vzorce sodelovanja in dopolnjevanja. Pa reče ene, ja pa sej ekipa deluje, ne? Ja seveda, sej ukrajinska ekipa deluje proti ruski in ruska deluje proti ukrajinski, ampak problem je to, človek ubija človeka, človek zbija človeka. Ne? In tudi pri nogometu imamo izraze napad, strel, imamo čisto vojaške izraze. Ne? Nas ohranjajo na vročem za primer, če bo pa treba to energijo dejansko usmeriti človeku proti človeku. Veste, naš čas je, da ozaveščamo manipulacije, jih ironiziramo, ne se jeziti, ampak ironizirati, ne iti v nizke čustvene frekvence, jeza, strah, gnev, to je nizko. Zlo se hrani z zlom, ampak ironizirati pač to imamo, ne? Pa se malo smiš na temi modeli, potem pa kreirati alternativo. Kakšne igre bi pa uveljavili ali jih pa prenašali, ki bi bili pa v konceptu sodelovanja. Mogoče je to ples, mogoče je to, ko gremo v gore na veza, ne vem kaj. Ampak gledajte, toliko strokovnjakov imamo, si bo že kaj zamislili. A je to tisto, kar je manjkalo mogoče v tvojem življenju takrat, ko si doživel to izgorelost, kap? Je bilo premalo takrat te igrivosti? Premalo spoštovanja do samega sebe. Ja. Mene veliko stvari zanima. Tudi zaradi tega, ker da sem jaz lahko poosebil celibat, sem postal deloholik, ker si to priznam, ne? To je način tudi bežanja od sebe, ampak ker sem se veste, ker Bog ne povezuje duhovnega poklica s celibaterskim in sem lahko Bogu neizmerno hvaležen, da sem uspel to poosebiti. Ne? Ampak to je bilo garanje. Ne? Eden od teh je bil tudi beg v deloholizem, v aktivnost. Ne? Ja,
premalo spoštovanja do sebe, ne? Strah, da bi se ustavil, da bi se preveč srečal s seboj. In potem je pač bilo vse več, pa tudi ne, delo. Zdaj sem imel takrat 2 komuni, 2 župniji, raziskoval sem zgodbo Friderika in Veronike, letos je 600 let od njene smrti. Mene veliko stvari zanima, ampak sem prav bežal v ta deleholizem, rešuje me pa Štala. To me pa rešuje. Takrat je ni bilo. Ne, takrat je še ni bilo, ampak potem mi je bila podeljena batosta, ne, to so bile, bi bilo predolgo, da to opišem, torej Štala, in sem vsak dan si vzel čas za to, da sem šel tja. To je bila rešitev. Torej, če še kdo nima spoštovanja do sebe, naj si omisli enega psička, da bo šel vsak dan na sprehod, nekaj, kar te obvezuje, ne? Ker moraš storiti za neko živalco, dejansko pa naredi za sebe. Ne? Ja, Štala, to je, bi en rekel, ja, kapra ima 3-krat na dan očiščeno, kako lepo. Rešujoče zame. Jaz sem moral pogruntati orodja, da sebe vržem na finto, da ne bom zopet pregorel. A imajo tudi živali dušo? Seveda imajo. To je jasno. To so izjemno... To me pa krkane, ja. To so izjemno subtilne bitja, ne. Jaz pogosto, veste, pride k meni vse mogoče na pogovori in kadar pridejo starši, ki so izgubili otroka, ne, in ne morejo izstopiti iz tega, ne, vedno svetujem, naj gredo, če imajo le možnost, naj gredo v zavetišče in rešijo kužka in kužek bo rešil njih. Ker veste, s teorijo se ne da to rešiti, ne. Ti lahko nekaj tam flancaš, ne. To je pa doživljajska terapija, ne. Imeti žival. Dušo pa imajo. Kdo trdi, da nimajo, ta sploh ne pozna živali. Ne, ali je lahko Bog, ki je duh, ustvaril, v stvar dal karkoli, kar nima duhovne dimenzije? Ja, zdaj, to je nemogoče. To je zame največja herezija. Kako bo brez pečata duha karkoli je v stvar dano? Ne? Vse ima neke razsežnosti, ki so subtilne, ki so duhovne, ki so svete, ki so božje. Ne? To je to. Torej, kamorkoli pogledava, je posod Bog. Ja, vsem je odsev svetega, kamen odseva to ustvarjenost, ne? Rastlina odseva to žari, ne? Ko ti gledaš, recimo, ona te obhaja z lepoto. Ne? Mi se moramo dati obhajati, to je rekel Dostojevski, lepota bo rešila svet. Saj mi se moramo dati obhajati z lepoto. Ne? Dobesedno se odločiti, da se bom krepil s tem, kar je lepo, kar je sveto. Sreča je zavestna odločitev, ne? Da bom imel čas zaznavnosti, da me to, kar je lepo, podpira, da prebuja v meni tista blagoprijetna počutja, ki me podprejo v naporih mojega življenja. Kako se nekdo odloči, da bo srečen? Kaj ne naredi? Poišče bližino. Se poleti uleže k materi zemlji, ko je napet, pa s čim večjim delom telesa se je prime, pa reče, potegni iz mene napetost, tok sem napet. In boš kar čutil, kak ti odvzema napetost. Ne? Gre na to, bi rekel, popotovanje lepote na travnik in vsaka rost se mu bo dala ta vzgib živali. Toliko tega je v tem, ne? Ko preprosto, v katerem zaznaš. Se veste, Bog ni teorija. Bog je izkustvo, je zaznavnost tega, kar svetli, kar umiri, kar je božje, kar je sveto in te na nek način prevzema v obnebje svetega. Še vedno obstajajo ljudje, ki pa ne verjamejo, da Bog obstaja. Kako nekoga, ki ne verjame, prepričati? Sploh ga ni treba prepričati. Zakaj bi pa mogel verjeti? Dovolj je, da zazna. Ne? Zakaj bi mogli spet nekaj v glavo? To, kar je v glavi, to gotovo ni Bog. To je moja racionalizacija tega, kar je sveto. Ne? To, kar je pa Bog, ne, je pa dejansko v zaznavnosti. Ne? Se veste, ni čudno, da je Bog taka spotika. Kaj je bilo vse v zgodovini? Kaj je bila ta manipulacija z Bogom?
Mnogi zagorčene, pravi, mi se ne gremo tega. Se sem ni treba iti. Ampak naj pa se odpre v obnebje tega, kar ga svetli, in tam si ljubljen. Tam si v njem in on je v tebi in vse je v igrivosti. Ne rabiš pa dejansko se ti ukvarjati z nekimi racionalističnimi zadevami, da se pol uvrstiš, jaz pa padem v to sveto grupo. Ne rabiš. In če ti pa pomaga, je pa v redu. Ne? Če religija pomaga, je v redu. Če pa, ne, ampak lejte, vsak mora slediti svojim pritegovanjem. Ne? Torej, če nekdo pride in reče, Bog ne obstaja, je prvi odgovor? V redu, če tako misliš. Ja. Tako ti misliš, ne? Ampak to govoriš ti iz razuma. Jaz ti bom pa iz razuma lahko rekel, da obstaja, ampak a sem zdaj preklala, a ja, ni pa, to je brez veze. Se nismo otroči. Jaz pač, če kdo reče, ni, pač v redu, on ima to izkustvo ogorčenosti, prizadetosti, ranjenosti, razočarjene nad institucijo, ki jo enači z Bogom in je to njegovo, ne, sej, mu pa, če hoče povem, da pa ne, takrat, če nekdo pride s tem, ne, Boga ni pomeni pride iz prizadetosti, takrat mej ga rad, ne, v redu, tako misliš, v redu. Jaz v tem te sprejemam, ne? V tem te imam rad. To je tvoja osebna spoznavna resničnost. Ne? Ampak verjamem, da se bo pa v tvoji duhovni resničnosti obnemdil duha, da se že odpiraš v to, kar je lepo in sveto in te to svetli. Bog to, kar imenujemo Bog, te ima takrat kljub vsemu. Kako prepoznati nekoga, ki je blizu Bogu? Navzven ali pa po blagosti, po sprejemanju raznolikosti, potem, da se ne grupira v našo sveto grupo, ker ve, da je sveto nad tem. Potem se mi zdi. Po ravnanju, po subtilnosti, po odnosnosti. To je to. Ne po pametovanju. Torej, če nekdo preveč pameten, ni nujno, da je blizu Bogu. Ne, pač zna dobro govoriti. To še daleč ni to, ne. To je pač, to je razum, ne. Zame mora biti to, kar je sveto, kar je Božje, potešujoče, odrešujoče duhovno izkustvo. To je to. Zato grem jaz v kapelo. Da se odprem v obnebje svetega. In tam vedno znova zaznavam to sprijetost, objetost, to hudomušnost, Božjo hudomušnost. In moj prijatelj je mistik, ne. je rekel, da je nekoč spraševal duhovno, ne, Marijo, on je rekel, Marijo sem spraševal, kaj, to bi rad vedel. In je rekel, zaznal sem odgovor, pa kaj ti bom pravila, saj tak ne boš naredil. Bog je hudomušen, to, kar je sveto, je hudomušno, je igrivo, ne? Tam ni obteženosti, tam je lahkotnost, tam je Božji duh, ki preveva, ki da dihati, ne. Nekako tako. Je bila ta kap in izgorelost neke vrste klic Boga? Milost. Milost Boga. Ja, to je bila zame milost. Na nek način streznitev, da moram pa vendarle upoštevati sebe. Ne? Mene tudi, ko sem tudi zbolel na srcu, ne? Mi je zastavila zdravnica 3 vprašanja. Prvo vprašanje, kateri dan v tednu ste prosti, nimate obveznosti. In jaz sem začel, veste, nedelje so zame. Rekla se vas nisem vprašala za nedeljo. Kateri dan nadomestite nedeljo? Ne? Jaz sem videl, da ne nadomestim. Ne? In rekla, kaj za vas ne veljajo Božje zapovedi? Ne? Drugo vprašanje, kdaj ste bili zadnjič na počitnicah, na dopustu? Ne? To je minimalno 6 dni skupaj. Sem rekel, veste, z mladimi smo bili. Rekla, nisem vprašala, kdaj ste bili z mladimi. Kdaj ste bili vi? Ne? Sem tudi videl, da grešim. In tretje vprašanje, koliko časa na dan se smejite? Ne? In pa sem zvedel, da imam do okrog 10 minut smeha iz srca, ne? Zdravilno za moč srca. Ne? Sem videl, da... Ampak pol, ker sam, veste, imam premalo spoštovanja do sebe, mi je bila potaknjena batosta, torej koniček, ne? Potem pa sem moral spoštovati, iz spoštovanja do drugega je prišlo tudi spoštovanje do sebe, ne? Ogromno vsega, stresne situacije, ne?
Ja, pol me je možganska kap, ampak to je bilo pa rešitev, veste. Takrat me je vsaj en manjčkan srečala pamet, ne še čisto, ampak en manjčkan, ker, veste, mi je rekel prijatelj zdravnik, je rekel, Karl, to ti je bil pomin pred izključitvijo. In takrat se je oglasila moja pohorska trma in sem vztrajal, ne, da imam model življenja, hodim vsak dan v dolino po obveznostih, pa sem vztrajal, recimo, da imam, jaz sem po duši puščavnik, da imam prostor umika, ne. Ker tam je pa vse v sozvočju. Veste, če ti živiš v Farožu, to je naelektreno z tolikim dogajanjem, tam je pa vse v sozvočju z spokojnostjo. In tam me umirja, stabilizira, tam me krepi, tam mi da moči, da se zmorem potem soočati z napori. Drugače me ne bi bilo več, ne. Tukaj bi že žuriral v onkrajnosti, pa kakorkoli se jo kdo predstavlja. Ja. Prej sva govorila o celibatu in nasplošno ima cerkev kar nekih togih struktur in omejitev. Kako lahko nekdo tako odprtega duha preživi in ustraja znotraj te strukture? Glejte, jaz tudi o teh stvarih zelo govorim, ne? Ampak ne zaradi sebe, ampak zaradi tistih, ki ne zmorejo o tem govoriti in so v duhovnem poklicu, nimajo pa celibaterskega, ne? Glejte, Bog ne povezuje duhovnega poklica s celibaterskim. In če tega Bog ne povezuje, ali ima institucija pravico to povezovati in zahtevati, ne? Ta zahteva je tudi zoper kanonsko pravo, cerkveno pravo, kajti tam v členu, zdaj ne vem na pamet, 24-25 se mi zdi, pravi, da nihče nima pravice uvajati običajev, ki bi bili zoper naravni, torej Božji pravni red. In če Bog tega ne povezuje, potem je sama zahteva nična, že po tem členu. Naslednji člen pa govori, da nima nihče pravice uvajati običajev, ki bi jih skupnost ne zmogla. Torej, na 2 točkah kanonskega prava zahteva po celibatu pade. To je lahko izbira, ne, kot imajo pravoslavni. To je lahko izbira, so popi poročeni, so menihi, ki pač živijo, ampak če ti zmoreš to posebej, če je to del tvojih moči, če pa ni, veste, se pa lahko tudi izkrivi. In mnogokrat je pred grehom posameznika greh institucije, ki je zahtevala nekaj, kar posamezen njen član ni mogel poosebiti, ne. Še posebej problematično, ker to vse mene, ko sem šel skozi te procese, mi niso pomagali poosebiti. Kar nekak, vse nekak bo, kak bo nekak, ne. Zato je velika moč, velika energija, ki jo moraš ti znati preustvariti. Sem pogruntal sistem. Na eni strani moraš biti odprt v obnebje duha, po drugi strani moraš pa se konkretno reševati stisko, bolečino človeka. Pa se ta energija preustvari, ne. Pa to bi te mogli te mlade fante, polne tudi teh spolnih moči, naučiti, da to poosebejo. Se bojim, da jih puščajo same, bose, ne. In potem pa kar zahtevaš. Ja, pa se pa marsikaj izrodi. Ne, to bo, veste, preden bomo kogarkoli obsodili, bo mogla institucija sebe vprašati, ali niso kriva za greh posameznika. Kot sem rekel, ali ni pred grehom posameznika greh institucije, ki je terjala nekaj, kar Bog ne terja. Torej, če bi lahko odpravil celibat, bi ga predlagal in odpravil. Jaz sem to škofu tudi predlagal, ne? Ker rešitev res ni, da boš ti dal enem duhovniku 5 župnij, torej živim, do nedavnega smo imela, jaz sem kaplan v Lučah in Solčavih, do nedavnega smo imela z mojim župnikom 3 župnije in ko sem jaz bil zaradi operativnega posega odsoten, je bil župnik, en duhovnik sam za 3 župnije in je zbolel, težko zbolel, ne. Ni rešitev v tem, ne. Ko me je vprašal škof, prejšnji škof, kaj jaz sem rekel, pejte, vzemite kufrčke, pejte k papežu in rečete, poznamo mnogo vrednih mož, ki bi bili odlični duhovniki, so pa poročeni, ne. Saj papež Frančišek je hotel to spraviti skozi sinodo v Amazoniji, pa so mu nasprotovali. Ja, pa naj škofje hodijo na župnije, ki so prazne, ne. Ni dejansko rešitev, ne? Če imajo oni škofje preroško poslanstvo, ni rešitev, da boš ti dal enem duhovniku 5-6 župnij, pa ne vem kakšne. To izčrpavaš, ne? Pregorevamo, ne gre tako.
Deva nekaj reči o astroarheologiji. To je pa moje ljubljeno področje. Kaj je sploh to? Ja, naši davni, to, kar imamo mi oče našo, kakor v nebesih, tako na zemlji. V originalu je kakor na nebu, tako na zemlji. To je bilo prastaro. Naši davni, kot imenujejo naše davne prednike, so iskali, so po vzoru harmonije neba iskali sožitje, torej harmonijo v zemeljski stvarnosti in so zaznamovali po vzoru neba z megaliti, to pomeni velikimi kamni, zemeljsko površino, to so bila svetišča. Slovenski prostor je izjemno bogat, zato imamo toliko cerkvic. Veste, ker to so, mnoge so pokristjanjeni stari sveti prostori. In dejansko je to, ta harmonizacija. Veste, ker mi smo le rojeni v svet dvojnosti, naši predniki so se vedno spraševali, kako to umiriti, kako razelektriti, kako uskladiti. In nebo je mi bil vzor svetega, ki so ga vnašali v zemeljsko prostor in so dejansko z megaliti posvečevali z velikimi kamni, s temi prastarimi svetišči, posvečevali zemeljski prostor in ljudje so potem hodili na tista področja in se svetlili. Na nek način iskali tisto spokojnost, ki so jo potem vnašali v medsebojne odnose. Veste, ker mi postrežemo ljudem ne samo to, kar damo na mizo, ampak tudi svojo notranjo resničnost. Naši najbližji najbolj zaznajo našo dejansko notranjo resničnost in zato imamo dolžnost, da nam je fajn. Zato so hodili na te svete prostore, danes lahko hodijo kamorkoli, nekateri hodijo v cerkve, nekateri obiskujejo vedno bolj te stare svete prostore, se svetlijo, uravnovešajo, da potem lažje živijo v skladnosti, v tej razpetosti med dobro in hudo. Lažje postrežejo iz svoje notranje resničnosti to, kar je prebavljivo v medsebojnih odnosih. Ja. To je dejansko se ljudje hoteli na ta način odreševati ta zagonetna čutenja. Kaj so bila glavna odkritja skozi ta proces? To je ogromno. Veste, jaz sem 20 let raziskoval prostor med Savinjo in Sotlo, severno od Save. Na globalnem področju je to Orionov pas, zaznamovan z Orionovim pasom, pa to je treba gledati knjige. In ker je tam, ker je stečišče med nebom, to zgornji trikotnik, in zemeljskim, ker je stečišče, Orionov pas je svetišče, in zato so v to področje umestili vsa ozvezdja kot minimundus v neki medsebojni povezanosti in sporočilnosti. To sem raziskoval, gledajte, to so izjemne stvari. Zdaj, v zadnjem obdobju je šla tudi knjiga Po poteh vodnarja, ker posebej prikažem gradišča tega vodnarja, ki ima izjemne megalite, ki jih s sodobno tehniko ne bi mogli znali danes postaviti. Recimo Omikron v ozvezdju vodnarja, to je trikotna 600-tonska skala, ki stoji na špici, lahko greš pod njo, in po zimski solstici ob 12 posije sončni žarek tudi točno pod njo v tisti obredni prostor. Dolmen, recimo na eni taki skalici stoji 260-tonski megalit, tvori dolmen. Izjemne, torej naš prostor, ne samo severno od nas, ampak južno od nas, tudi naš prostor je zaznamovan s temi veličastnimi pomniki daljne preteklosti. Tukaj človek začuti kakšno posebno energijo, mir. Ja, veste, to je zanimivo. Jaz sem kremenček. Jaz sem vedno v teh raziskovanjih moral videti megalitske strukture, ki niso bile postavljene, ki niso bile naravne, ampak so bile postavljene torej za človeško roko. In to je dobro. Jaz nimam teh darov, da bi neke energije čutil, ali pa da bi neki meril, to neki merijo, neki čutijo. Jaz sem tu kremenček, jaz moram videti te strukture, kar je v izhodišču zelo dobro, ker če bi si izhajal iz tega, jaz to nekaj čutim, pa ne vem, bi rekli ti, si za kam drugam. Jaz vidim dejstva in potem v odkrivanju, kateri strukture megalitske spadajo skupaj, morajo biti povezave z gremeni, ki jih spremljaš lahko celo prek satelita. Premikanje severnice, stalnice na nebu, lahko gledamo prek satelita, to imam tudi v knjigi Zvezdne poti, ker je
označeno, krožno območje, krog sledi krogu, tako kot se je premikala stalnica na nebu, so sledili za svetišči na zemeljski poziciji. Ne. Imamo ogromno tega veličastnega, kar lahko samo občudujemo, se veselimo in smo v izhodišču raziskovanja, kar je še posebej zanimivo. Jaz sem pač bolj kremenček, ene pa ti prostori duhovno bogatijo, mene bolj iz radovednosti, ampak je dobro, veste, ker te določene lokacije so zelo močne, tako da kadar sem obiskoval na en dan preveč teh zvezdnih pozicij, me je potem tudi malo glava bolela. Drugač pa nimam jaz nekih subtilnih zasnavnosti. Ja. Torej, letos tudi mineva 600 let od smrti Veronike Deseniške. Ja. Deva malo za ljudi, ki morda njene zgodbe ne poznajo tako dobro, nekaj o tem. To je meni res zgodba, ki mi je na srcu. Ko sem prišel v Jurkloster, mene zanima, veste, stvari, tiste, ki jih že vemo tako fajn, da vemo, se informiraš, ampak vlečemo pa tisto, kar še ni poznano. Ne? In mene v tej zgodbi Friderika in Veronike vedno so zanimale dve zagonetki. Prva zagonetka je, kje je našla ta preganjana zgodba ljubezni. Gre za zgodbo ljubezni, ker če bi bila Veronika Frideriku zgolj ljubica, Hermann tej zgodbi ne bi nasprotoval, ne? Ker Friderik je bil tak znan kot lahkoživec. Ampak ker je šlo za ljubezen in ker so bile takrat vzpostavljene poroke pač v interesu krepitve določenih rodbin, kje je našla ta zgodba preganjanja azil med letom 1422 in 1425. 1422 umre Friderikova žena Elizabeta Frankopanka in leto 25, ko gresta živeti na Friedrichstein in dobesedno Hermann, bi lahko rekli, razbije tisto zatočišče ljubezni. Zakaj ni prej prekinil tega? Ne? Friderik piše Benečanom leta 1424, da sta ogrožena od Hermana, če ju sprejmejo v azil, pa so zavrnili. Ne? Nekje v teh 3 letih je mogla najti azil, da Hermann ne bi vedel, kje sta, je nemogoče, ker takoj, ko sta šla živeti na Kočevsko, je prekinil. Torej, azilna mesta v srednjem veku pa so bile univerze, cerkve in samostani. Univerze nismo imeli, v cerkvi se da preživeti. Kartuzijanski samostani so imeli pa od papeža torej dano, da so njihovi teritoriji prostor azila. Kaj to pomeni? Kdorkoli bi se zatekal v njihov prostor, je bil varen. Če bi kdor posegal z nasiljem proti temu človeku, ki je bil na azilnem mestu, je bil samo po sebi takoj podvržen kazni izobčenja. Tega so se pa zelo bali, ker so jim je to slikali večne peklenske muke in to, veste, to je bila ena od teh manipulacij. Ja, tudi Hermann ne bi. Ne. Drugo, še večja zagonetka pa je bila, kdo je obranil Veroniko na čarovniškem procesu. Oprostilna sodba za tako obtožbo, kot to res ne moš dokazati, da je čarovnica ali ne, se zdi tako težko verjetna, ker je bilo sodišče podvrženo Hermannu, da nekateri celo dvomijo o tem čarovniškem procesu, ampak ta proces omenja Celjska kronika. Kronist Celjske kronike pa je pisal to kroniko v, bi rekel, naklonjenem, dopadljivem odnosu do Hermanna. In ker je Hermann tukaj izgubil, ne, gotovo kronist ne bi omenjal procesa, kjer Hermann izgubi. Ne. Če ne bi bil dejanski resničen. Ne. Ko sem prišel v Jurkloster, me je zanimal, ker je dal Friderik iz Brasloč prenesti torej, telo svoje rajne Veronike v Jurkloster, me je zanimalo, zakaj ne, kakšna je bila osebnost takratnega priorja Arnold. To se je vedel nek prior Arnold. In sem šel k patru Janezu Holnsteinu v Pleterje, ker imajo zbrane te arhive, arhivske zapise, in sva raziskovala, v bistvu on je raziskoval, jaz sem poslušal njegove prevode iz latinščine, ker sam ne znam latinsko, omembe Arnolda, in se je ugotovil, da je bil zelo samozavesten mož, miselno pronicljiv, neuklonljiv nevrednim avtoritetam in pa srčen. Ne? Na kakšen način se je to razbralo? Kronike ga omenjajo kot vizitatorja drugih kartuzijanskih samostanov. To pomeni, glavno vodstvo Kartuzije mu da nalogo, da obišče določen kartuzijanski samostan
To pa pomeni, če si prišel ti kot vizitator, si mogel biti res persona. Ne? To pomeni močna oseba, mogel si biti miselno pronicljiv, in tam je pa pisano, ne? Če je Arnold naletel na kakega, mi bi danes rekli, zaribanega predstojnika, ne? Ga je odstavil, ne? To pravico je sicer imel, ampak bi mogel vendarle dobiti potrditev še generalnega vodstva, ampak on ga je takoj odstavil in nastavil enega bolj srčnega. Ne? To pomeni, pojavi se lik človeka, to je seveda teza, ki bi bil sposoben sprejeti v azil to preganjeno zgodbo ljubezni, ker ne nazadnje, veste, je bil pa Herman le dobrotnik, kartuzijanski, samostalno Pleter je tako gor postavil in zdaj kako boš ti delal proti svojemu dobrotniku? Razen, če nisi slepo uklonil zato, ker ti je en tam cukrčke tala in se držiš, si persona. Ne? Ta prior ponudi verjetnost Jurklošta kot azilnega mesta, teritorija, in pa še, ne, gledajte, Herman je bil po moji presoji, da bom tako rekel, ne, najmočnejša figura, politična, če rečemo temu tako, na Slovenskem. On je rešil življenje cesarju Sigismundu, zato se je cesar Sigismund poročil tudi z njegovo hčerko Barbaro. Torej, Hermanu ti nisi mogel parirati po svetni moči, si pa lahko po duhovni. In če si mi predstavljamo zdaj predstojnika Kartuzijanov, Arnolda kot persono, ki se pojavi kot duhovna avtoriteta na sodišču in postavi, to zopet manipulacija, razsodnike pred dilemo, ne? Mi bi danes rekli, če ne boste glasovali po vesti, vas čaka se, veste kaj, ker je bilo pa to tajno glasovanje, dejansko so izglasovali, da je nedolžna. Ne? Vemo, da je potem Herman na silo prekinil to zgodbo ljubezni, ampak gledajte, mi imamo v tej zgodbi ljubezni uspešnico. Ne? To, kar si je Shakespeare piše v drugo izdajo Rome in Julije, samo dobro zamislil, ne, piše, da je zgodba dobro zamišljena, mi imamo dejansko, ne. Ampak če greste vi v Verono, kamor prihaja iz celega sveta, da vidijo tisti balkon, kjer je stala Julija, ja, nije bilo dobro zamišljen lik je, ne. Mi imamo pa dejansko resnično zgodbo ljubezni in imamo pomnike te zgodbe ljubezni, ki je sama po sebi uspešnica. Zakaj? Ja, zato, ker je Veronika umrla. Ker če bi Veronika preživela, veste, s Friderikom ne bi bilo lahko živeti. Ne? Vse zgodbe, ki so uspešnice ljubezni, se vemo, Titanik, on umre, ko sem bil jaz mali, je pač bila ta love story, je bil film, ona umre in potem te zgodbe ljubezni, ki so uspešnice, se pač končajo tragično, ampak na ta način pa postavijo na pediestal dejansko tisto vzvišenost čiste ljubezni, ki še ni v kontekstu realnosti, ker ljubezen je vendarle odnos rasti, preraščanja, zato tudi konfliktnosti, ampak mi imamo radi, da majčkeno poidealiziramo, ne? In mi imamo eno tako zgodbo, ne? To je Friderik in Veronika, zato rečem jaz najprej moški, pol ženska. Ker ko je televizija posnela dokumentarec po teh raziskovanjih, je dala Veronika in Friderik. Sam jaz bi rad vzporedil Romeo in Julija, zato Friderik in Veronika. Mi imamo tudi resnično zgodbo, to, kar je legendarni lik Robin Hood, ne, bogatim je mal, revnim dajal. Mi imamo resničnega razbojnika Guzeja, Skozjanskega, ki je bogatim je mal, revnim dajal in uravnaval to, bi rekel, pravičnost. Ne. Torej vse, kar imajo na Zahodu teoretično, imamo mi praktično. No, praktično, tudi megalitske strukture. Mi se lahko tega zelo veselimo. Veste, naš problem je, da smo bili Slovenci, vedno nas je cesar mal dol potapčkal, če se je kjer preveč domišljal, ne. Pa smo se pa mi navadili drugega dol tapčkati, ne, se pa nas nič ni, mi smo bogi, mi smo majhni, kje pa, prosim vas lepo. Mi smo lahko radostni, mi imamo take zgodbe, mi moramo postati ponosni, ne, mi imamo razloge, da smo ponosni, da smo zvezda, ne, ker veste, tiste zvezde v grbu Evropske unije, ni ene zvezde, ki bi bila nabuhla, tam je več zvezd, ne, in mi moramo sebe, svoj narod ovrednotiti, v čem smo zvezdniki in potem z radostjo živeti in se bogatiti tudi z bogatstvom drugih. Ne? To je koncept, ne pa da si
puklast in vse pri nas nič nekje, pa pri nas je. Ne, smo lahko radostni, smo lahko ponosni, lahko živimo iz te bogate dediščine. Ne. In dejansko, veste, tudi te postavitve megalitske ti dajo misliti, da bomo lažje prerasli koncept izključujoče polarizacije in šli v tisti koncept, ki je v dopolnjevanju in sodelovanju. To pa nam bo pomagal tudi vodnar. Ne. Mi zdaj izstopamo iz obdobja rib, to pomeni 2 ribi, ki vlečete vsaka na svojo stran, ugoden obdobje za polarizacijo, za konfliktnost, v obdobje vodnarja, ki pa je nasprotje temu. Ne? Pravijo, tiste je bila železna doba, zdaj vstopamo v dobo, kjer pa bo kozmično podprto z igrivostjo, dopolnjevanjem, je pa še nekaj, veste, vodnar, zelo pronicljiv in ne da se ga zgolfati. Tako da tisti, ki mislijo, da bojo zmagovali v manipulaciji s človeštvom, se krepko motijo. Ker je ta vodnar dejansko ima svojo moč, ki bo prebudila človeštvo, samo prepričan v novo obdobje. Ne. Torej, zdaj nek optimizem za prihodnost. Veliki optimizem. Veste, nekateri pravijo, da smo se drenja, kdo bo lahko stopil v to obdobje. Ne. Ker so obdobje, ki so pač, ne. Obdobje metamorfoze, preobrazbe, ne, so pa zanimiva obdobja, niso lahka, so pa zanimiva in vsak izmed nas je tisti ključni člen. Ne. V starem svetu smo mi pravimo v cerkvi, da ima vsak človek preroško, kraljevsko in duhovno poslanstvo. Mi smo ta dostojanstvo zdaj dali nekim kraljem, nekim filozofom, neki pač duhovščini. Ne, vsak ima to. Ne. In ta preobrazba se dogodi, ko se mi omrežimo in vzamemo ta dostojanstva nazaj. Veste, Karl III. Ni nič bolj kraljevski kot katerikoli, ki nas zdaj spremlja. Ne. Nič bolj preroški, ampak mora kreirati, ozavestiti manipulacije, kot sem rekel, ironizirati norosti in kreirati alternativo. In kot pravi Andrej Detelj, ko na nek način se 16-17% ljudi ozavesti, se dogodi kvantni premik zavesti, ki bo spodnesel, to bi rekel, razčlovečeno logiko, ki sedaj obvladuje svet. So danes kakšne manipulacije, ki te še posebej motijo? A seveda so. O tem pišem, teh manipulacij kar veliko. Ne. Omenjal sem tisto koncept izobraževanja, ne, ko nekaj povišujemo, druge ponižujemo, ne prepoznamo pa slehernika v njegovem, rekel, dostojanstvu, v polni vrednosti njegove osebnosti. Ne. To so, bi rekel, to mene zelo, zelo boli. Ne. Avstrijski dokumentarec je prenesel podatek, da je 98% otrok visoko nadarjenih, ampak vsak v koktejlju njemu danih talentov. Ne. Kdo ima praktično inteligenco, pa ne zmore pač neke matematike, pa kaj zvem česa, ne. Pa kapol. Ne. To, kar zmoreš, moraš. Ne. Ampak pustimo, da ne bom šel v podrobnosti, ker to je zame zelo boleče, ker sem tudi sam šel skozi to, ker sem dislektik in vem, kako je doživljati to. Ne. Ni samo fizični dahav, je lahko tudi čustveni. Ne. Ampak pustimo to. Potem so pa te, recimo, krivice, ne, ki se, zato piše o razlikovanju med ekonomijo pa hrematizmom. Ne. Po nekih podatkih umre vsak dan, Anica Mikuško je pisala o tem v sobotni prilogi dela, 22,000 otrok zaradi revščine. Jaz sem nekje citiral 36,000, en moj kolega, ki je dokaj dober poznavalec svetovnih razmer, pravi 50,000, prosim vas lepo, vsak dan od 22 do 50,000 otrok in to ni več podatek. Ne? Če bi en otrok umrl zaradi revščine, bi se mogli zdrzniti. Kako je to mogoče? Tako pa 10,000 gor ali dol vsak dan. Prosim vas lepo, kdo vodi svet? Kakšna logika? To je logika krematizma, ne ekonomije. Pa ta logičnost, da človek ubije človeka. Pa kje je to logično? To je nedopustno. In moramo mi, zdaj sem se spomnil film, mislim, da ima naslov Merlin, ki kaže, kako dejansko premagaš to moč zla. Tam kaže, tam je tista zlobna čarovnica, v nekem trenutku so se ljudje obrnili, so pokazali hrbet tej čarovnici in je izgubila vso moč. Dokler bomo mi bolj v te, ki nas rešujejo, pa nič ne rešijo že toliko časa, pa upali, da bomo spet nekega v omreženosti je prebujenost, bo alternativa, ne v nekom, ki ga nam opet nastavijo. Ne. Ko boš ti vedel, da si v dostojanstvu kreacije, ne,
in boš to vzel v svoje roke nazaj in bomo drug z drugim sodelujoči, dopolnjujoči, ne? Mi moramo na nek način obrniti hrbet, mi se več tega ne gremo. Človek ubija človeka. Ja, kaj spet nekaj 7000 ali koliko ta teden samo na rusko-ukrajinskem konfliktu. Ne gremo se več tega. Kreirati alternativo. Paziti, da ne pademo, tu se veliko ljudi ujame v nizke frekvence čustvene, ne, da se sam jezijo, ne, ti ozavesti pa ironiziraj te, rekel kar norce, ne, potem pa kreiraj alternativo. Človek nima pravico ubiti človeka. Če en otrok umre zaradi revščine, bi se mogla zganiti svetovna politika, ker nam bojo povedali, če bojo 3 dobili, ne vem kakšne opiče, spet neki virus, ne, treba panika, da pa umre vsak dan 10 000 otrok zaradi te svetovne, pa ni več informacija, ne. Kreirati alternativo, prebujati. Ti si tisti, ki prebuja in potem gre to v oblak, mi rekli računalniško, v cerkvi v Božjega duha in se sproži ta Einstein bi rekel ljubezen, Nikola Tesla lepoto in sočutje in se dogodi ta kvantni premik zavesti. Optimizem, z razlogom. Torej, kaj ne vsak naredi, ki da nas posluša, da bo se prebudil? Nazaj vzeti ta dostojanstva. Jaz sem gledal ilustrativno to podelje, kronanje Karla III. Takrat, veste, ko ga je nadškof mazilo, celo ni prenos bil, ker so ga zaprli v neko zlato ogrado, in takrat ga je škof in takrat naj bi, ne vem kaj, vstopili in on je stal na človek, je pa prosim vas lepo. Glej tak je kot ti, sam našemljanje v kralja. Te dostojanstvo, kraljevsko, ti si kralj, tvoj sosed je kralj, kapra je carica, ne? Vzeti nazaj. Vsak je kraljevski, ni, da bo en povišan, drugi ponižan. Potem duhovno poslanstvo, ti moraš kreirati alternativo. Ti si kreator. Ti moraš videti alternativo tej norosti tega sveta. Ne? Ti si preroški. Ne? To je naše poslanstvo. Ne? Vzeti nazaj to, kar smo predali. Vzeti nazaj, ker vidimo, da oni niso nič naredili. Da vse tone. Zato bomo vzeli to nazaj, ampak bomo delali, bomo kreirali žlahtno človečnost v medsebojnem dopolnjevanju, sodelovanju. Odpovejmo se ideologiji resnice. Naši predniki so se usedli v krog in drugemu govorili osebno spoznavno resničnost. Nas so zapeljali v ideologiji resnice, pa še polarizirali so nas. Ne? Pol ima naša sveta grupa prav, ali pa oni pa nimajo prav, tu pa misli tako prav, in pa smo otroči do amena. Ne? Tu vzeti, ne? Ko pa govorim, jaz imam svojo osebno spoznavno resničnost, pa me pa zanima, kako pa ti misliš, da bomo dopolnjujoča in sodelujoča, ne? Da bomo šli naprej. Ne? To dejansko, ampak se je vedno več ljudi prebojenih. Ne? Vedno več ljudi vidi, da je ta svet, ti, ki ga vodijo, samo en velik smešen cirkus. Jaz jih gledam kot komedijante, kot pajaca interesov, nikakor pa ne kot primerne za vodenje. Potrebno bo domisliti alternativo. Začne se pa pri tebi, ko vzameš vsa ta kraljevsko, preroško in duhovno poslanstvo nazaj in ustvariš mrežo. Mreženimo se pa na nivoju osebnih spoznavnih uvidov, ker resnica nas bo skregala. Osebne spoznavne resničnosti nas pa povezujejo v dopolnjevanju in sodelovanju. Čudovito. Zdaj pa imam nekaj takih praktičnih vprašanj, ker doskrat prije ljudje meni na delavnice in jim dajem jaz nekaj podvprašanj, da sami pridejo do odgovorov. Ma kaj je na svet recimo nekomu, ki pravi, da ni dovolj dober? To je eno pogosto vprašanje, takšna kot sem nisem dovolj dobra, ali pa takšna kot sem si ne zaslužim ljubezni. Ja, kdo ti je to povedal? Še hujše, kdo te je dal v model življenja, v katerem si ti to poosebo, ne? Če so ob tebi ene poviševali, zato ker so bili, ker so tako zgledali, ne? Ti pa si drugačen. Kdo te, veste, človek, ki ni objet in sprejet,
se težko sprejme, je v konfliktnosti s samim seboj. Ti mu sicer lahko nekaj dopoveduješ, ampak on rabi objetost in sprejetost. Mora dati ven tiste solze, ki so ga zalile takrat, ko je bil podcenjen, ko je bil zasmehovan. Ne? Rabi ljubečo sprejetost, da da solze ven in da zopet zadiha v tisti polnosti, v svojem dostojanstvu. To je proces, to je terapija. Ne? Razum sam sicer ti lahko nekaj osvetli, ne, razum lahko razreši, odreši pa samo ljubezen. In čisto vsak človek si zasluži ljubezen in je vreden. Vsak, ja, seveda. No, zato, ker je drug in drugačen in zato je zanimiv. In je simpatičen. Jaz se spomnim kot najstnik, sem imel hude konflikte z mojim nosom, pa sem ga tišel nazaj, zdaj sem je grozen. Ne? Te povem, da sem zaradi njega simpatičen. Se mi smo simpatični ne zato, ker smo perfektni, pa ne tako kot te vzorce dajo mladi, kako naj bi izgledali. Ja, mi smo simpatični zato, ker smo pristni. Ne? In če imam jaz pač tak nos, sem za njega simpatičen. Se nisem simpatičen zaradi popolnosti. Ne? Zdaj vem, da ni moj nos nič narobe, ampak veste, v najstniških, ko se gledaš, pa primerjaš, ne pa, ojoj, ne, pa sem to, da bi ga zmanjšal. Pa se ne da zmanjšati, če pa to moj ljubek nos. Ja. Kaj pa vprašanje ene mame, ki je z odraslim otrokom v konfliktu, ker ta želi zamenjati spol. To je ena tema, ki se tudi zdaj dosta obravnava. Kako tej mami odgovoriti? Ti moraš imeti rada svojega otroka v njegovi osebnosti. Ne? In v bistvu zame je problem teh gibanj, če mlade otroke zmedejo glede spola. Ne? To je problem, ker ti lahko mladega hitro zmedeš, a je fantek ali je punčka, ali je res on fantek ali ni mogoče punčka. Če pa nekdo ugotovi, da se je rodil v napačnem telesu in to se dogodi, ne? Je pač ti moraš imeti rad svojega otroka v njegovi osebni resničnosti. Ker če ga imaš rad, bo on tudi lažje razbral, kaj je dejansko njegovo. Če ga boš pa ti zavračal, bo pa on rad upornik, ne, in bo še bolj šel v tisto, kar pa mogoče res ni njegovo, ampak ne more razbrati, ker je v konfliktnosti. Ko ga imaš pa rad, ko ga sprejemaš, mi bi rekli, ko tudi moli za njega, ko ga posvečuje svojo ljubeznijo, tudi duhovno ljubeznijo, bo on lažje razbral in se odločil. Moji starši so mene sprejeli, čeprav sem šel za duhovniški poklic. To je bilo grozno težko. To je bilo huje, kot če bi jaz spremenil spol. Ja. Kaj pa odvisnosti? Danes je kar nekaj ljudi, ki se obračajo po pomoč, ker imajo otroka, ki je odvisen od mamil, alkohola, iger, na srečo in tako naprej. Kako pa s tem področjem? Tu bi pa jaz tiste lumpe, ki manipulirajo z leskovko po zadnji riti, čeprav sem zoper fizično, ampak tu bi jih pa. Zato, ker oni točno vejo, kakšne frekvence so vgradili v te pametne naprave. In po podatkih od 100 odvisnih od heroina, mislim, da so 3 agresivni od odtegnitvi. Od 100 odvisnih od teh elektronskih naprav pa je agresivnih 36. Lejte, pravijo, starši so krivi. Starši niso krivi. Starši se ne znajdejo, so preizčrpani in ko prije domov ima poln kufer vsega in si želi malo miru. Mir bo pa dosegel, če daš otroku neko zadevco, ki bo to in to. Tam je pa manipulacija domišljena, barve, frekvence, veste, te sličice. Tu sem se jaz drznil, ker predvsej tudi pišem. In pa za time out, sem si rekel, bom pa šel na YouTube, pa si bom pogledal tiste kratke. Veste, kako me imajo za norca? Oni so algoritme takoj pogledali, kjer področje mene zanimajo, in pa me pa imel za norca. Mi je dal tisto vsebinco, jaz sem zrolil, pa pogledam naprej, ni bilo, spet je. In pa sem rolil, kot, mislim, po nekem trenutku sem rekel, stari moj. Ampak ker to tako priteguje, sem si mogel dati za abstinenčno knjizo, da teh kratkih ne gledam. Ker za norca me pa res ne boste imeli, da me tam rolil, 5 raje v štalo. Ampak te potegne, ker to so frekvence. In potem misliš, da se bo spočil. Ne bo se spočil, ker to samo utruja.
Spočil se boš v tistega teksta, te bo utrujal, pa boš pa šel naprej že čist bogi delati nekaj preko računalnika. Pravi, na svet je staršem tukaj, da je čim več Starši so tukaj, časa. zato sem rekel, da bi tiste zleksko poznali. Ker starši, veste, morajo biti pa pravi, pa učitelji. Meni se učitelji smilijo. Kako naj bo učenec sposoben, recimo, daljnoročne koncentracije, če ga pa ti navadijo na kratke zadeve, atraktivne zadeve, nenaravno obarvane zadeve, kako naj en učitelj tam 45 minut drži v pozornosti ljudi, ki so noter že padli v ta sistem. Ne? Se težko. Starš pa tudi, ne, preizčrpani so. To je, veste, mi imamo strokovnjake, ki bi mogli ozavestiti, da gre to za manipulacijo, da gre to za zlorabo, ker ni zloraba samo čustvena, fizična, ampak je tudi zloraba na ta način, ne, in ozavestiti in razglasiti to za zlorabo, da to ni dopustno. Ampak vsi molčijo, to so lobiji, to je interes, ne, tudi to, kraja pozornosti, ne. Ker če bojo ti otroci odpadli, veste, po njih se ne bo prebujal novi svet. Ne? Oni bodo 6 par ur, ki bi lahko bilo kreativno mišljenje, padli tu noter neke brezvezne, neke like, neke zgodbe, ki se njih prav nič ne tičejo. Te pa potegne. Glede, če sem se jaz, star tip, mogel odločiti za abstinenco, ne? Kaj šele neki mladi, ne? To ni enostavno. Mi moramo, tudi to je treba ozavestiti manipulacije, potem to norost ironizirati in kreirati alternativo, ampak to je težko konkurirati, ker je pogruntana ta frekvenca. Ne? Se Steve Jobs ni pustil med svojih hčerki, srednje šolki, teh pametnih naprav, ker je vedel, rekel, kakšnega hudiča je noter ugradil. Na rekovajih seveda. Ja. Kaj pa izguba ljubljene osebe? Doskrat prezgodaj nekdo izgubi ljubljeno osebo, kako to preboleti oziroma... To je pa proces žalovanja, ki ti moraš dejansko iti v ta proces. Ne? Včasih so imeli to mnogo bolj sočutno, danes odpeljajo, mi je vse to industrijsko, ti kar rečejo, moraš biti močen, ne, ti kar si nemočen. Ne? Včasih je bilo, da so dom hiša žalosti, ne? In so 3 dni prihajali, ne, v to hišo žalosti, ne zaradi umrlega, ampak zaradi žalujočih. In tisti človek je lahko 100-krat izjokal, dal ven iz sebe. On je moral žalovati, da je lahko odžaloval. Potem je bil pogreb, maša, da odpreš v obnebje presežnosti, svetega. Potem pa niso šli takoj šnicla jesti, ne? Ker mi imamo danes sedmino takoj po pogrebu. Če ti doživiš, veste, to je zelo težek trenutek, ko mi imamo drugega radi v vidni podobi, ne? Mi se v njej objamemo, se prepoznamo, se čutimo, iz te vidne podobe valovijo nevidne milosti, ne? In ko ti to podobo izgubiš, pa terjajo tebe, čez pol ure moraš pa šnicl jesti, pa že kar pričakujejo, da boš kar že boljše volje. Ne. Nekdaj je bilo sedmina. Sedmina ni takoj po pogrebu, ampak je 7. dan. Tisti čas so spremljali žalujoče, v posebni pozornosti, večkrat so jih obiskali, bili so uho srca. Ne? 7. dan so šli k maši, pa so pa se sedli skupaj, pa že jedli. Ne? Pomagali so v tem procesu žalovanja. 30. dan pa so dali cote črne proč, ker ti moraš tudi odžalovati. Ne moreš se skriti v večno žalostno zgodbo in kar naprej. Ne? Ampak danes je nedovoljeno dejansko, da niti dovoljen ta način žalovanja. Vse mora biti hitro, ampak ne da se. Ne? Biti moraš spoštljiv do čustvene, do življenjske resničnosti. Nekdaj so bili očitno bolj. Torej, kaj verjameš, da se zgodi po smrti? Zanimiva avantura. Jaz sem doživel že smrtno izkustvo. In vem, da najprej je bila panika, ker sem bil sam. Želel sem si vsaj nekoga, ki bi bil ob meni. Jaz sem vedel, da odhajam, ampak da bi me držal, ne? Da bi bil, sam to pa ni bilo nikogar. Pa je pa kar naenkrat postajalo prijetno in sem že začel zaznavati, ne? Pa se je pa nehal škoda. Mislim, ne bom rekel škoda, ampak danes me ne bi bilo tukaj. Ne? Ja, presenečenje, ne? Vse, jaz upam, da bom pa izstopil iz te razpetosti sveta med dobro in hudo v tisto, kar je pa v obnebju svetega, kar je v obnebju igrivosti. Ne vem, čaka me presenečenje. Mogoče sam
še zmeraj nisva kaj rekla o temu, kaj vse lahko človek naredi, da začuti Boga. Začela sva neke teme, torej tišina ali pa tihota, vstop v gozd, povezava z živaljo. Meni pomaga recimo tudi mantra, meni pomaga Gospod, posebej, kadar se mi začne temniti misel ali pa počutje, takrat jaz molim, včasih, ko sem, bi rekel, ko ni nič posebnega, samo stopim v kapelo, v obnebje svetega, se odpre ta zaznavnost, ampak pazite, jaz živim kot puščavnik. Kadar pa me nekaj prizadene, da temni misel in počutje, pa molim, Gospod Jezus Kristus, usmili se me. Gospod Jezus, objami me. Parkrat ponovim to mantro in se dogodi, se prebudim v obnebje svetega. Meni to pomaga. To mi je na nek način zelo rešujoče. Ne? Veste, ker to, kar je Bog, je sveto in svetli temo. Hrvati imajo za te molitvice, kratke, zanimiv izraz. Oni rečejo, da to strelovita molitvica, ne? Ker dejansko razstreli temo. In v bistvu je to, da ti doživiš, da te to, kar je Bog, ki je ljubezen, sprejema v tvoji resničnosti in te osvobaja za ljubezen. Ne? Bog deluje, odrešuje z ljubeznijo. Čudovito. Doskrat ljudje imajo post kot nek način za povezavo. Tudi jaz čutim, da ko recimo sem en dan ali 2 dni na vodi ali pa brez hrane, ne, čutim, da sem bolj duhovno povezan. Je tukaj kakšna resnica tudi na tem področju? Seveda. Jaz sem bil skupaj z enim fantom, zdaj poročen možakar, mlad možakar, ki mi je govoril o teh izkustvih, ampak tu moram jaz narediti kakšen korak osebno naprej, ne? Ker pri meni pa, veste, zvečer je tak, da se podkrepim. Ne? Ni prav, ne? Ampak to, kar ste vi rekli, to je gotovo. Ne? Se odpirajo te duhovne dimenzije, veliko bolj tudi razmišljaš subtilno. Ne? Post ima velik pomen. V vseh religijah, tudi v krščanstvu. Jaz bom moral tukaj nekaj narediti. To sem si prav včeraj si rekel, ne? Ker mi on pripovedoval, ne? Wow, jaz sem sam rekel, wow, ne? Izjemno je. Kaj je tista stvar, s katero se najraje podkrepite? Stročnice. Moje jedi temeljijo na praženi čebuli in stročnicah, ki jih umešam potem v to. Jaz nisem neki kulinarični specialist, ampak če bi zdaj ponudil to vam, bi verjetno iz uvidevnosti malo poskusili pa povedali, da pač niste lačni. Meni pa to odgovarja. Stročnice, ne? Da bi rekel zvečer pa stročnice. Ja, meni odgovarja. Nekateri reče, ne morem spati, če sem se najedel. Pri meni je obratno. Ampak to ne rečem, da je to pravilno. Ne? No, jaz imam še veliko dela s seboj, ampak Bogu hvala, da si to priznam, ker potem pomeni, da sem še v priložnosti rasti. Najhujše, če rečeš, jaz sem pa že. Ja, kje si? Mi smo vsi učenci življenja. In pred nami, veste, se vedno znova odpira novost. Ne? In jaz vem, še imam kar par stvari, ki jih bo potrebno domisliti in tudi udejaniti. Torej, zdaj obstaja v vašem življenju en dan, ko nič ne delate? Ne. A ni? Ne. Ampak bo zdaj, veste, se pa si določim, recimo, ko pride, pri meni je tak, ne, ko me kdo pokliče, potem pogledam koledar, ki je že precej izpolnjen, in pol tam, ko bi mogel se malo oddahniti, pa dam še tisto noter. Ne? Ampak se pa pol prav veselim in ljubosumno čakam na dni in bo tudi sedaj pred mano že vidim dan, ko bom pa lahko samo bil. Ampak tudi takrat, ne, veste, zjutraj grem v kapelo, potem, če imam dopoldne mašo, grem k maši, potem si zakurim, hlev je seveda še prej, ne, grem k maši, in potem brkljam. Tudi kaj napišem, ampak delam v miru in počasi in me to na nek način je to tak sprostitveni dan. Nisem še dovolj spoštljiv do sebe, to ni prav. Ali za vas ne veljajo božje zapovedi, mi je rekla tista doktorica, oštra je bila, ampak veste, do mene moraš biti, kar me postaviti pred dejstvo, kot rečejo, to pa rečejo mladi v komuni, postaviti pred dejstvo. Torej, tudi za Božič čebula in stročnice,
A je kaj bolj posebnega? Ne, ker me pa povabijo sosedje na kosilo. In veste, tam pa ni samo čebula in stročnice. Če so že kakšne stročnice, so kot priloga še česa. Ja, kaj bi bil nek stavek poslušalcem, gledalcem za Božič? Glejte, Božič nam sporoča to, da se Bog na človeku dojemljiv način, torej v človeški podobi, sklanja kot sočutna, ljubeča bližina. Zato tudi vstopi v stisko, v bolečino, da v tvoji stiski in bolečini niso sami. Mi smo božanski, ko ta vzorec ponovimo. Ko se v stiskah ne puščamo same, ampak smo sočutna prisotnost, ki umiri, ki dejansko zaradi tega srčnega valovanja prebudi tiste moči, zaradi katerih se potem lažje soočamo tudi z zahtevnostjo življenja. Torej, bodimo božanski v srčnih pozornostih. Kako vidite sebe v prihodnosti še? Kot kmeta, pa raziskovalca. Zame so pomembne, veste, pomenljive vsebine in srčne bližine. To je zame življenje. Kaj je en nasvet, če dava v enem stavku za konec vsem, ki nas poslušajo, gledajo? Ozavestite svoje kraljevsko, preroško in duhovno poslanstvo in bodite carji v kreiranju novega sveta. Po vas se začne prebujati bolj žlahtna človečnost. Ne čakajte nekoga, ki bo to prebudil. Ti si v poslanstvo. 16 do 17% ljudi se nas mora ozavestiti in dogodil se bo kvantni premik zavesti, ki ga podpirajo tudi kozmična dogajanja v vesolju. Gospod Karel Gržan, hvala lepa za ta pogovor. Hvala vam, pa vsem, ki so se družili z nami. Srečno. Ne vem, če se vas je ta podcast dotaknil, tako kot se je dotaknil tudi mene. Na začetku pogovora se sogovornikom nisva dogovorila, ali se bova tikala ali vikala. In upam, da ni bilo to za vas preveč moteče. Meni se zdi, da je bila vsebina navdihujoča. Upam, da ste dobili kakšno motivacijo, kakšen navdih za svoje lastne življenje, za svoje lastne cilje. Če imate kakšnega gosta, ki mislite, da bi ga bilo dobro povabiti v naš studio, da bi radi slišali ga, videli, spoznali v enem izmed naših podcastov, vas bom s hvaležnostjo prosil, da nam napišete. Hkrati vas tudi prosim, če tega še niste naredili, da se naročite na naše vsebine, na naše podcaste, da kdaj všečkate kakšno vsebino, komentirate, kajti s tem nam pomagate, da več ljudi sliši, vidi te vsebine. Hvala, ker ste del naše in sedaj za marsikoga tudi vaše mastermind družine. Vam želim en vesel, miren, srečen Božič, lepo, srečno, zdravo, uspešno novo leto in komaj čakam, da se vidimo po novem letu.